Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Zdravstveni dom Koper je bogatejši za 2 vozili urgentnega zdravnika, ki bosta zagotavljali hitro, učinkovito in strokovno zdravstveno oskrbo na terenu. Mestna občina Koper je prevozni sredstvi sofinancirala sredstvi, ki jih je pridobila strani Ministrstva za zdravje, in sicer skoraj 106 tisoč evrov, medtem ko je razliko, skoraj 129 tisoč evrov, pokril zdravstveni dom sam. Vozilo je direktorju zdravstvenega doma Koper, Igorju Hrvatinu, simbolično predal župan Aleš Bržan, ki je izpostavil, da je življenjskega pomena, da občina zagotovi čim boljše pogoje za zdravje skupnosti. Za zdravje skupnosti je življenjsko pomembno, da vam zagotovimo čim boljše pogoje za delo. Zato vam danes predajamo ti 2 vozili, ki vam boste omogočili hitrejši odzivni čas, večjo varnost ekip in tudi zanesljivost pomoči za ljudi, ko jo najbolj potrebujejo. Blaginje skupnosti namreč ne smemo meriti samo z materialnimi dobrinami, ampak predvsem po kakovosti in dostopnosti univerzalnih storitev, ki vsem nam olajšajo življenje. Z novima pridobitvama bo zdravstveni dom Koper lažje zagotavljal kakovostno dostopno oskrbo na območju mestne občine Koper ter občine Ankaran. Med prednostmi vozila urgentnega zdravnika so hitrejše posredovanje in krajši dostopni časi ekip nujne medicinske pomoči, samostojna izvedba pregleda in začetna oskrba pacienta ter ustrezna obravnava pacienta na kraju dogodka, ki zmanjšuje potrebo po nepotrebnih transportih pacientov v bolnišnice. Upamo, da ta vozila bojo čim manj uporabljena, je pa res takrat, ko se rabiš strokovnjake, in te jih imamo, in zdravnike in tehnike, in rabiš tudi opremo. In s tem mislim, da smo naredili en super sistem, da bojo naši občani in občani sosednjih občin maksimalno dobro preskrbljeni. Jaz pravim, da bomo top preskrbljeni na nivoju države in še čez. Želimo si, da bi se ekipa iz vsake intervencije vrnila varno in uspešno. Mestna občina Koper bo za prenovo atletskega stadiona na Bonifiki prejela 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Projekt, vreden skoraj 1,8 milijona evrov, občina financira tudi z lastnimi proračunskimi sredstvi. Obnova, ki poteka že več kot mesec dni in bo predvidoma zaključena do konca leta, vključuje novo atletsko stezo, prenovo travnate površine ter posodobitev atletske opreme. Po zaključku bodo pogoji za treninge in tekmovanja bistveno boljši. V sredo je v prostorih Univerze na Primorskem v Univerzitetni knjižnici potekala okrogla miza ob Evropskem dnevu melanoma za šport brezkožnega raka. Na dogodku se je predstavilo 11 govorcev, ki prihajajo iz sveta medicine, športa, šolstva in politike. Uvodoma je navzoče nagovoril predsednik Nacionalnega društva bolnikov z melanomom Igor Gluvič. Veliko pozornosti namenjamo ozaveščanju o preventivi in pomenu zaščite pred soncem. Želimo biti most med bolniki in strokovnjaki, ki se ukvarjajo z melanomom. Melanom je najnevarnejši kožni rak, število obolelih pa žal narašča. Želimo opozarjati, kako pomembno je odgovorno ravnanje na soncu, še posebej pri športu in drugih aktivnostih na prostem. Škodljivi ultravijolični žarki lahko pustijo posledice že v otroštvu in v mladosti ter usodno vplivajo na razvoj melanoma kasneje v življenju, zato je preventiva ključnega pomena. No in morda bi lahko dodal temu še en ekonomski vidik obravnave te teme in pa primerjave, kaj pomeni zaščita stroškovno, kaj pa pomeni neko sistemsko zdravljenje melanoma na Onkološkem inštitutu. Recimo, da znašajo stroški nekega zaščitnega delovanja z UV zaščitno majico, očali, neko kapo, kremo približno 200 evrov na leto. Nek poseg dermatološki odstranitve sumljivega znaka z vsemi pregledi prej in kasneje morda okrog 2000 evrov. Letno zdravljenje na sistemskem nivoju metastatskega melanoma stane letno 200 tisoč evrov. Razlika je 1000. Faktor je 1000, kar pomeni, da več, ko bi vlagali v neko preventivo,
z različnimi vidiki, manj bi imeli tudi stroškov z samim zdravljenjem. Tematika pogovora je zajela vpliv sonca na zdravje kože v kontekstu športa in pomen pravočasne preventive. Govorci so izpostavili ključne izzive, dobre prakse in priporočila za varno športno udejstvovanje s ciljem zmanjšanja pojavnosti kožnega raka in večje informacije. Sigurno bi lahko več opozarjali tudi na mazanje s kremo, pa sploh o kožnem raku, ker o kožnem raku ne govorimo. Je veliko drugih tem, na katere naletimo v prehrani in tako naprej, da izslužujemo mlade športnike. Tudi v usposabljanju Slovenske kolesarske zveze, torej prva pomoč je nekaj, kar je vsako leto in mislim, da bi tukaj lahko zahotel vključiti tudi ozaveščanje o kožnem raku. Kot je Rok rekel, vedno se govori, namažite se s kremo, da ne bo rdeči. Mogoče pa ne nanese tema, da glavni razlog, zakaj se mažemo, je pač kožni rak preventive. Mi sicer se trudimo, otroci imajo zmeraj oblečene majice, nikoli niso recimo skoraj brez na poslovnih plaškah, ostali zmeraj oblečeni, tako da so vsaj zaščitne oblačila, pa kape in sončna očala. Največja težava je pa predvsem na tekmovanju, ko smo pa po cele dneve na regatnem polju, je pa tle kar lahko kot klub poskušamo izmeriti, da imajo kapice, da so oblečeni, ponavadi imamo zmeraj šotorčke zraven, da so lahko v senci, umaknemo senco in predvsem večina tekmovanj je nekje v naravi, tako da imamo vsaj je v bližini neki vrtiček, karkoli, da se lahko tudi umaknemo tja. Poskušamo jih držati v senci, ampak še enkrat uspe, pa še enkrat ne uspe. Dogodek je sicer soorganiziralo Nacionalno društvo bolnikov z melanomom, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju in Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem. Včeraj je Aleksander Basin, likovni kritik, kustos in strokovnjak za likovno in vizualno umetnost, predstavil prvenec z naslovom Gledalec misli, umetnikovo delo in njegov interpret. Dogodek je osvetlil Basinovo dolgoletno in pomembno vlogo pri razvoju slovenske kulturne identitete ter njegovo delovanje v mednarodnem prostoru. Potem, ko sem objavil to knjigo Obris mojega časa, ki sem jo upisal, zato sem omenil Krkavče, ko smo se skupaj z mlajšo našo generacijo preselili za 9 mesecev za časa covida v Krkavče, mi je bilo nekako postalo dolgčas in sem rekel, zakaj pa ne bi se jaz lotil samega sebe in moram priznati, da sem uspel, čeprav nisem imel nobenih arhivskih zapisov, potem sem seveda preveril par datumov, ampak drugače sem se, prav v Krkavčah je knjiga nastala Obris mojega časa, o tem več kasneje, oziroma bom prepustil Tilnu besedo. Medtem ko potem sem se odločil, da pred dopolnim 90 let, da bi bilo pa dobro malo ozreti se nazaj, ker že toliko časa pišem. Moj prvi članek je bil še v pokojni Mladini, govorimo o Mladini, tisti je zdaj avantgardni list, takrat je bil pa majhen zapis in takrat sem leta 1955 napisal, kateri grafični list mi najbolj ugaja ob otvoritvi grafičnega bienala prvega. Mislim, da nobeden od pišočih takrat mi ne more več konkurirati. Jaz se pa še zmeraj spomnim tistega prijetnega časa in sem potem dobil tudi nagrado Lista Mladine, taka stisek roke in eno knjigo sem dobil, ampak pustimo to. Zato sem rekel, da se tudi v pregledu moje likovne publicistike ozrem najprej na grafične bienale in zaradi tega imate uvodni članek, ki je bil objavljen v originalu v Študentski tribuni leta 1959, to se pravi še v času mojega
študiral univerzitetnega. Jaz sem najprej pravnik, umetnostna zgodovina je potem kasneje prišla za mano. Kot eden vidnejših članov mednarodnega združenja likovnih kritikov in sodelavec številnih pomembnih umetniških institucij ter bienalov, je pomembno prispeval k prepoznavnosti slovenske umetnosti doma in v tujini. Ta teden je v Portorožu potekala mednarodna znanstvena turistična konferenca, ki je združila raziskovalce, turistične strokovnjake in oblikovalce politik iz Evrope in širše. Razpravljali so o ključnih izzivih sodobnega turizma, ki se trenutno spreminja predvsem zaradi geopolitičnih napetosti, predvsem konflikta na Bližnjem vzhodu in motnje v dobavi energentov. Riziko je zelo velik faktor, ko se turisti izbirajo, katero destinacijo bojo šli obiskati. Tako da zmeraj znova vidimo, ali je to vojna, ali je kakšna bolezen lokalno, ali je kakšna naravna katastrofa, lahko tudi, hurricane ali pa poplave. Ne. Zmeraj, kadar se to zgodi, pade povpraševanje, seveda, ker je ljudi strah. Kakor hočejo recimo včasih uživati kakšen adrenalin na dopustu, to ne more biti tako, da bi bilo življenjsko nevarno. Ampak nekaj, kar je zelo zanimivo v turizmu je, da čim je rizika konec, povpraševanje takoj pride nazaj. To smo tudi zdaj v COVID-u videli. COVID je bil največji skok v povpraševanju in že zdaj par let pozneje smo spet na istem nivoju. To se pravi, zelo hiter turizem pride spet nazaj. Zdaj seveda vidimo, zdaj je lokalno ena cona nevarna in kaj turisti delajo, a so nehali potovati? Ne, niso. Pač od zgoraj pa od spod mimo potujejo. Tako da prav tako, da bi rekel, zadušiti turizem je zelo težko. Evropske institucije in letalska industrija obenem poudarjajo, da trenutna kriza dodatno pospešuje prehod v bolj trajnosten turizem in uporabo alternativnih, okolju prijaznejših goriv v letalstvu. All tourism is dependent on air travel. About 50% of travel that we have within Europe is driven by air travel, and my concern sometimes has been that because air travel is much more visible than other forms of tourism, and particularly international tourism is more visible than, say, domestic tourism, we put much more effort into marketing those tourists or identifying them as tourists. The reality is the majority of tourism is domestic, and we can find ways in which we can encourage more domestic type of tourism or shorter distance tourism. Danes pa na naše potovalne navade močno vplivajo tudi družbena omrežja, kot sta Instagram in TikTok, saj pogosto prav viralne objave, vplivneži in spletna priporočila oblikujejo predstavo o zaželenih destinacijah. Raziskave kažejo, da imajo družbena omrežja pomembno vlogo pri izbiri turističnih destinacij ter spodbujajo množični obisk določenih krajev, kar lahko vodi tudi v prekomerni turizem in dodatno obremenitev okolja. There's quite a few examples around the world of places that have sort of gone viral on platforms like TikTok, and it's led to a lot of overcrowding and a lot of pressure on the destinations. So we are really, as researchers, we're trying to work out, can we use influencers to encourage people to go to places, but can we also use influencers to encourage them not to go to places if places are, getting overcrowded? So I think that's where the power of social media and also research lies. Prihodnost turizma bo po mnenju številnih raziskav vse bolj povezana s trajnostjo, podnebnimi spremembami in odgovornim upravljanjem destinacij. Znanstvene študije opozarjajo, da bodo destinacije morale prilagoditi turistične tokove, zmanjševati ogljični odtis ter spodbujati lokalni in trajnostni turizem, saj turizem že danes predstavlja pomemben delež svetovnih emisij toplogrednih plinov. Na občini Izola je včeraj potekalo prvo srečanje delovne skupine in partnerjev, s katerim se je uradno začel projekt Izola dojenju prijazno mesto. Prisotne je uvodoma pozdravila podžupanja Nataša Ferfolja, ki je izpostavila pomen ustvarjanja spodbudnega okolja za doječe matere in družine v lokalni skupnosti. Ob tem je poudarila, da občina pobude ne podpira zgolj simbolično,
temveč zato, ker želi prispevati k temu, da bi bilo dojenje v javnem prostoru sprejeto kot nekaj povsem naravnega. Glavni namen pobude je povečati delež dojenja ter izboljšati podporo družinam v lokalnem okolju z izvajanjem 10 korakov do dojenju prijaznega mesta. S pristopom k projektu se občina zavezuje k ustvarjanju okolja, kjer je dojenje v javnosti sprejeto in dobrodošlo, materam pa so zagotovljene informacije, pomoč in strokovna podpora. V prihodnje bodo aktivnosti usmerjene predvsem v ureditev kotičkov za dojenje v zdravstvenem domu Izola, prenovljeni Podestatovi palači in medgeneracijskim centru Izola. Poleg tega načrtujejo postavitev posebej označene klopi za dojenje na javni površini, oblikovanje podporne skupine za doječe matere ter različne aktivnosti za ozaveščanje javnosti. Z vključitvijo v pobudo se Izola pridružuje slovenskim občinam, ki si prizadevajo za dolgoročno izboljšanje zdravja mater in otrok ter spodbujanje dojenja kot pomembnega temelja zdravega začetka življenja. Krajinski park Debelji rtič se lahko pohvali z enim od najpomembnejših in najbolj občutljivih območij slovenskega morja. Morsko dno, preplavljeno s kolenčastimi cimodecejami, predstavljajo ključni habitat za številne vrste rib, nevretenčarjev in drugih morskih organizmov, poleg tega pa pomembno prispevajo k ohranjanju zdravega morskega ekosistema. Problematika, ki se pojavlja, je poletno sidranje plovil, ki na morskem dnu povzročajo mehanske poškodbe morskih travnikov ter puščajo gole brazde in luknje, ki se zelo počasi obnavljajo tudi do 2 let. Sidranje vpliva tudi na leščurje, katerih lupine predstavljajo pomemben življenjski prostor številnim nevretenčarjev ter skrivališča in gnezdišča različnih rib. Mehanske poškodbe zato ne vplivajo zgolj na posamezne organizme, temveč zmanjšujejo dolgoročno odpornost celotnega morskega ekosistema. Za ohranjanje podvodnega sveta Krajinskega parka Debelji rtič so ključni odgovorno ravnanje v prostoru, spoštovanje varstvenih režimov ter omejevanje sidranja na najbolj občutljivih območjih. Voznik v Črni Gori je z nenavadno potezo blokiral 2 pravilno parkirana avtomobila, da bi si zagotovil parkirno mesto. Ko je eden od voznikov po dolgem trobljenju odpeljal, se je kršitelj le za trenutek umaknil, nato pa takoj zasedel sproščeni prostor. Pozdravljeni v novi oddaji Kulturnega napovednika, kjer vam bomo predstavili dogodke, ki se bodo v prihodnjem tednu odvili v slovenski Istri. Sobotno dopoldne v Kopru bo v znamenju kreativnosti, saj bo v taverni že ob 9. uri zaživel sejem obalnih ustvarjalcev Art Soul. Popoldne se dogajanje seli v Canava House v Izoli, kjer se ob 16. uri začenja Canava Fest z bogatim house in techno programom ter spremljevalnimi aktivnostmi, kot je tattoo studio na prostem, poslikava obraza in sejem rabljenih oblačil. Ljubitelji odrskih desk pa se boste lahko ob 18. uri odpravili v gledališče Koper, kjer bo na sporedu predstava Začarana kraljična Sandalinka. Ob 19. uri pa v letnem kinu Arigoni sledi Rock Island, na katerem bodo nastopile kar 3 zasedbe Guns Illusion, Get on Funk in Hammer. Le pol ure kasneje pa se bo v Vaškem domu na Šaredu pričel koncert 3 Big Band Orchestra. Ob 20. uri pa bo v Auditoriju Portorož na sporedu gledališka komedija Casa Bianca, 4 sprovoda in vjenčanje. Na nedeljski popoldan pa bo v Marezigah ob 16. uri odmevala glasba na tradicionalni reviji pihalnih orkestrov.
Za tiste, ki si želite kulturnega oddiha, pa osrednja knjižnica Srečka Vilharja ob 17. uri vabi na poučen sprehod po Santorijevem Kopru. Sredi tedna pa se bo v Izolskem kulturnem domu zgodil večer posvečen pesmi, kjer bo nastopilo kar 9 pevskih zborov iz primorske regije. Od 21. do 23. maja, torej od četrtka do sobote, pa bo v Centralnem mestnem parku potekal 3-dnevni Cmokfest, ki ga tradicionalno organizira Center mladih Koper. Ta bo s svojim programom ponudil filmske večere, delavnice, mladinsko tržnico ter koncerte. Na petkov večer ob 19. uri pa si boste lahko v Pokrajinskem muzeju Koper ogledali dokumentarni film Habitar Koper, ki raziskuje sodobne stanovanjske izzive mesta. Za ljubitelje zabave pod milim nebom pa bo v Izoli poskrbel letni kino Arigoni, kjer bo na Noči Izolanov nastopila pestra zasedba lokalnih glasbenikov z drilom in istrskimi fanti na čelu. To je z naše strani vse, hvala za ogled in lep pozdrav do prihodnjič. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.